Čau, 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 dobrodošli v 8. epizodi podcasta Seks v pisarni by Svet užitka. In kot pove naslov, bomo v 8. epizodi govorili o oralnem seksu. Zdaj, kaj lahko pričakuješ od te epizode? To, da bomo govorili o različnih nasvetih seksologov, da se bomo sprehodili čez kakšne nove položaje za oralni seks, s katerimi lahko popolnoma popestrimo zadeve. Ugotovili bomo, kaj narediti, če naš partner ali partnerica ne mara oralnega seksa, ne dajati, ne dobijati, kaj se v tem primeru naredi. Govorili pa, oziroma zdi se mi prav, da govorimo tudi o malo manj prijetnih stvareh, kot so spolno prenosljive bolezni, naš naravni vonj in okus, ki so velikokrat skrb mnogo ljudi. Torej, ker se mi zdi, da je oralni seks taka res široka tema, sem prepričana, da je to samo uvod v ta velik svet oralnega seksa in da bo epizod na to temo še veliko več. Ok, dajmo začeti s tem, da najprej ugotovimo, kaj je oralni seks. Da začnemo čisto na začetku. Veliko znanstvenikov ga opisuje, da je to dejanje, ko oseba s svojimi usti spolno stimulira genitalije druge osebe. Lahko pa gre tudi za stimulacijo partnerjevih erogenih con. To so nekako dve definicije, ki jih srečujemo, če beremo razne prispevke. Zdaj, tudi na začetku, kot vedno, bi rada predelala nekaj izrazov. In sicer, ko se oralni seks izvaja na ženski, temu pravimo kunilingus. Ponavadi gre za to, na osebi z vulvo. Ponavadi gre za to, da se liže oziroma sesa klitoris in druge dele vulve. Zdaj, čisto na začetku, ker se že omenjam osebe z vulvami, bi rada povedala, da oralni seks večkrat prinese orgazme kot penetracija pri osebah z vulvami. Tako da oralni seks je na osebah z vulvami res, mislim, da skoraj pravi način za orgazem. Zdaj, pri moških pa je verjetno najbolj znan izraz blowjob, sicer je tujka, po našemu pravimo felacija. Zanimivo je, da se mu reče blowjob, čeprav nima nikakršne veze z pihanjem, ampak ok, tudi eating out se reče, ampak pač nič ne jemo dobesedno. Tako da evo, gre pa za sesanje oziroma lizanje penisa. Zdaj, rada bi poudarila še čisto na začetku, da sem že v prejšnji epizodi govorila o tem, da so znanstveniki ugotovili, da veliko oseb ni zadovoljnih z izgledom svojih genitalij in se zaradi takih stvari morda tudi izogiba oralnemu seksu. In ker smo prej ugotovili, oziroma večkrat povem, da ženske s penetracijo samo v 20% doživijo orgazme, vse ostalo pa pridejo orgazmi z vsemi drugimi stvarmi, največkrat z oralnim seksom, se mi zdi, da ga še vseeno ne smemo zanemarjati, zato ker smo nesigurni vase in danes upam, da bo to še ena epizoda, kjer bomo probali sprejeti svoje telo tako, kot je in se naučiti uživati v vsem tem. Zdaj, rada bi pa še poudarila, da nekateri se izogibajo oralnemu seksu, še posebej osebe z vulvo, zato ker so tudi preveč občutljive in jim enostavno senzacije ne pašejo in so jim preveč. Ampak o vsem tem bomo govorili v nadaljevanju. Zdaj, rada bi povedala še enkrat glede izgleda, še posebej pri osebah vulvo. Mi smo kot ene snežinke, čisto vsaka je drugačna, tudi penisi so različnih oblik, velikost, tudi barv, tako da se res treba nehati obremenjevati in uživati. Jaz bi rada začela to epizodo najprej mogoče z manj prijetnimi stvarmi, zato da nam bo epizoda potem vedno bolj zabavna in ker se mi zdi tudi zelo pomembno, da se o tem govori takoj na začetku. Treba se je zavedati, da ima čisto vsak od nas tam spodaj svoj vonj, svoj naraven vonj. Ne glede na to, koliko se s tem obremenjujemo, koliko produktov za higieno uporabljamo, naš naravni vonj bo vedno naš in to je čisto ok. Zdaj, če te še vedno to toliko skrbi, je zelo priporočeno, da greš pred kakršnokoli spolno aktivnostjo pač pod prho, se oprhaš ali pa greš celo skupaj pod tuš, kar je lahko odlična predigra. Zdaj, če si pa kje zunaj in veš, da se bo nekaj zgodilo, marsikdo priporoča, da se enostavno obrišeš z mokro brisačko ali intimnim robčkom. Na tej točki bi jaz dodala, da nikakor in nikoli ne uporabljaj šamponov in mil, zato ker to lahko razdraži pH nožnice in bo tako bolj dovzetna za bakterije in okužbe. Tako da ne pretiravati s produkti, če že uporabljate kakšno milo, naj bo to intimno ali blago milo. Ampak treba se zavedati, da naš vonj je naraven in je čisto ok in ga je treba sprejeti. Po drugi strani pa ima vsak od nas svoj okus. In čeprav bi si marsikdo želel, da bi naš okus dajal po šampanjcu in jagodah, se žal to ne more zgoditi.
Zdaj, kaj lahko narediš na tej točki in kar bo vedno pomagalo, če ti je neprijetno, lubrikant z okusom in kondomi z okusom. Torej, tako lahko spremeniš malo in vonj in okus in naj povem, da so lubrikanti z okusom tudi velikokrat narejeni prav za oralni seks, bolj kot penetracijo, zato ker so lahko sladki in pri občutljivih ženskah spremenijo oziroma dražijo pH nožnice. In zdaj, ker je poletje, bi rada dodala, da ima Joe Cocktail kolekcijo, torej imajo lubrikante z okusi najljubših koktejlov, tako da ne glede na to, kaj vam je všeč, kateri okus, sem prepričana, da se v naši ponudbi lubrikantov z okusi res najde nekaj za vsakega. In to je zelo, zelo dobra stvar, kako razbiti led in kako se stvari lotiti in kako dobiti še majhno nagrado, da bo okus še boljši in slajši. Naj dodam še, da je pri ženskah ta prednost, da se naše nožnice čistijo same, zato res ni treba toliko skrbeti za njo. Če si zdrav človek, bo tvoj okus in vonj skoraj zagotovo tak kot je. Če pa nisi zdrav, boš v velikokrat primerih to vedel, čeprav, kot bom govorila v nadaljevanju, včasih žal tudi ne. Zdaj, tukaj bi rada govorila o tistem mitu, ali hrana res pomaga spremeniti okus tam spodaj. In sicer v veliko prispevkih sem dejansko ugotovila oziroma ponavljajo, da prehrana in skrb za svoje telo res lahko pomaga. Torej, česa jesti več? Pravijo, da je več treba jesti zelenjave, ananas večkrat omenjajo, vem, da je to taka znan mit, ampak ga res večkrat omenjajo. Dober je tudi muškatni orešček, papaja, cimet in zelena. Zdaj, kaj pa naj bi slabšalo okus? Več člankov omenja čebulo, česen, zelje, sladkarije, kavo in šparglje. Tako da, če je to res ali ne, glede na to, da veliko člankov to omenja, lahko poskusite sami. Na začetku je še vprašanje, ki sem ga videla v veliko prispevkih, to, ali je oralni seks res seks. Zdaj, jaz vedno poudarjam in mislim, da tudi Lucija v naših videih to, da seks ni samo penis v nožnici. In res samo 20% žensk doživi orgazem s penetracijo. Torej, po mojem osebnem mnenju je oralni seks res seks, ki je lahko celo bolj prijeten od penisa v nožnici in lahko traja dlje. In naj vas potolažim, da se članki strinjajo z mano, da so dejansko znanstveniki v večini ugotovili, da je oralni seks zares seks, ne glede na to, ali bo to tvoj glavni dogodek ali pa samo del spolne izkušnje. Ravno zato, ker je oralni seks seks, se je treba pripraviti glede varnosti in zdravstva, preden se v to spustimo. Zdaj, veliko ljudi misli, da samo pri seksu, samem penetraciji, smo dovzetni za spolno prenosljive bolezni. Naj vas le ustavim, da tudi pri oralnem seksu lahko dobimo spolno prenosljivo bolezen. Sicer je tveganje malo manjše kot pri penetraciji, ampak možnosti še vedno so. Kako to najboljše preprečiti? Pri osebah z vulvo je najboljše, da spoznamo svoje telo, lahko gremo tudi k zdravniku, se z njim pogovorimo. Najboljše je, da vemo, kakšen je naš vonj, videz izcedka, ko se ona sama čisti. Zato, da takoj, ko spoznamo manjše spremembe oziroma opazimo, lahko vemo, da je mogoče prišlo do kakšne okužbe s kvasovkami ali pa z bakterijsko vaginozo. Zdaj, kaj je še tle pomembno, kar sem zaznala v veliko člankih in mi je bilo dejansko zanimivo, to, da veliko zdravnikov omenja, da je zelo pomembna tudi ustna higiena. En doktor je celo rekel, da se 2 ure pred in po oralnem seksu izogibaš kakršnekoli ustne higiene. Zakaj? Zato, da zmanjšaš možnost za raztrganine, odprte pore in ureznine. Ker to je vse povezano s spolno prenosljivimi boleznimi. Zakaj? Zato, ker bilo na kakšen način tekočina vstopi v naše telo, lahko je čez usta, lahko je kako drugače, imamo možnost, da se okužimo s spolno prenosljivimi boleznimi. In če na koncu za konec samo še omenim teh bolezni, katere lahko dobimo med oralnim seksom, gre za gonorejo, klamidijo, HPV, HIV, herpes in sifilis. In še mnoge druge, ampak te so tako najbolj pogoste. Zdaj, rada bi povedala še, da pač nam res zobozdravnik lahko pomaga pri odkritju kakšnih spolnih bolezni, zato ker on dejansko išče neke ranice, nepravilnosti in karkoli, kar bi lahko kazalo na to, da imamo spolno prenosljivo bolezen.
Zdaj, dobro tukaj je to, da se zobozdravnika mora obiskati enkrat na leto in da pač tudi, če nimamo nobenih znakov za spolno bolezen, ga bo pregled pri zobozdravniku, mogoče celo jo bo odkril. In ker, kot sem rekla, veliko spolno prenosljivih boleznih mogoče celo nima nobenih znakov, še posebej pri moških, je pomembno, da vselej uporabljamo zaščito, ki je recimo na penisu kondom, in da se redno testiramo. Zdaj, omenila sem zaščito za penis in sicer kondom, kaj pa lahko naredimo pri vulvi in celo anusu. Torej, mnogi članki za anus in vulvo omenjajo zaščito oziroma stvar, ki se ji pravi dental dam. V resnici gre za neko krpico, ki ga uporabljajo zobozdravniki in to nekako zaščiti površino. Pravi slovenski izraz za to pa je gumijasta opna. Zdaj, tudi v naši spletni trgovini, če vpišete not Befi Oral, to so 2FY, torej Befi Oral, najdete take lateks krpice, ki v bistvu izgledajo kot en napol prerezan kondom in ga ti potem raztegneš na vulvo oziroma na anus in se tako zaščitiš oziroma je to tvoja zaščita. Nekateri zdravniki pa celo govorijo o tem, da lahko tudi kondom prerežeš na pol in ga enostavno raztegneš. Torej, ni res, da zaščite za oralni seks ni, je pa tvoja izbira, če jo boš uporabljal, kakor za vse ostalo. Zdaj se bomo osredotočili posebej na osebe z vulvami in posebej na osebe s penisi in dala vam bom različne nasvete oziroma govorila o tem, kaj so najbolj pogosta vprašanja, ki sem jih srečala v različnih člankih in prispevkih. Gremo najprej na osebe z vulvo. Torej, najbolj pogosta vprašanja so bila, ali ustavim tudi jezik, ali naj bo samo lizanje brez kakršnekoli penetracije. Zdaj, odgovor, ki boste videli, da ga ponavljam velikokrat, je ta, da je to zelo odvisno od osebe, na kateri izvajate oralni seks. Torej, če je njej prijetna penetracija z jezikom, potem seveda lahko to delaš, če ji pa to ni všeč, moraš ostati samo na lizanju. Drugo vprašanje je bilo, kaj, če ima oseba menstruacijo oziroma kaj, če je noseča. Zdaj tako, če sta oba za in oba vesta, da gre lahko nekaj narobe, potem se veliko parov dejansko poslužuje oralnega seksa tudi med menstruacijo, ampak se osredotočijo na dneve, ko je menstruacije mogoče malo manj in na lizanje klitorisa. Zdaj, nekateri zdravniki celo govorijo o tem, da je za oralni seks med menstruacijo zelo priporočljivo nošenje menstrualne skledice. In rada bi povedala še, da pač, če te moti ta okus po kovini in ta vonj, se lahko tukaj nekako osredotočiš res bolj na klitoris oziroma to izvajaš pod tušem. Zdaj, tukaj bi dodala še, da če sta oba za in če je obema to med menstruacijo prijetno, je mogoče to ful velik plus, zato ker lahko orgazem med menstruacijo ublaži krče. Torej, mislim, da je tukaj samo pozitivno, morate pa seveda biti oba za. Kako začeti izvajati oralni seks na osebi z vulvo? Zdaj, tudi Emily, torej to je tista seksologinja, ki jo velikokrat omenjam, ki ima podcast Sex with Emily, ki jo nekako najbolj citiram v tem podcastu, se strinja, in drugi članki tudi, se strinja, da je pri ženskah za oralni seks vse skupaj treba začeti zelo počasi in potem tole graditi navzgor. Torej, marsikdo priporoča, da se začne z dolgimi poteki kar skozi spodnje perilo, da zmočiš tkanino, ti s svojim jezikom ali pa ona sama. Veliko ljudi priporoča, da ne skočiš direkt na klitoris in ne vstavljaš jezika v vulvo, ampak se najprej osredotočiš na točke okrog klitorisa, torej nad njim, malo ljubezni vedno treba dati tudi stegnom in tako dalje. V glavnem, tehnik je res ogromno in o tem bom še povedala nekaj kasneje, da se v bistvu lahko dejansko udeležimo tudi različnih položajev. Torej, lahko se enostavno osredotočiš na klitoris, lahko na celo vulvo, v glavnem bistveno je, da se igraš in ugotavljaš, spremljaš svojo partnerico, kaj je dejansko všeč in to nadaljuješ. Naj na tej točki dodam, preden pozabim, da če vidiš, da osebi nekaj paše in se približuje vrhuncu, vem, da je mamljivo, ampak ne zamenjati gibov. Delaj točno to, kar delaš zdaj, ker točno ta gib jo pripeljuje oziroma jo bo pripeljal do vrhunca. Naj še tle dodam, da je pri ženskah, za razliko od moških, zelo, zelo, zelo pomembno draženje. Mi imamo kar 2-krat več živčnih končičev v klitorisu kot moški v penisu.
In ne pozabiti, da naš klitoris ni samo to, kar vidiš zgoraj, to je samo vrh ledene gore, to vedno poudarjamo, klitoris se razprostira čez veliko večjo površino. Pri oralnem seksu na osebi z vulvo ne pozabi, pri obeh v bistvu, ne pozabi uporabljati roke. Torej, nekako je poanta, ne se vrši not na glavico, ampak začni res postopoma in to vznemirjenje pač gradi sproti. V glavnem, veliko znanstvenikov bi na tej točki še dodala, da pri oralnem seksu na vulvi govori o metodi Kivin. Zdaj, Kivin metodo, jaz vam bom vse te položaje probala opisati toliko dobro kot lahko, ampak mislim, da bojo potrebne slikice ali pa kakšne povezave do slikic. V glavnem, Kivin metoda je v bistvu taka, če si predstavljamo žensko, ki leži na hrbtu in potem pride moški med njene noge. Ali pa ženska, ali pa bilo kdo drugi. Torej, ne greš ravno, ampak prideš iz strani. Eno nogo da oseba z vulvo čez rame in v bistvu jo ti dosegaš iz strani. Pri tej metodi, pri Kivin metodi, je pomembno tudi, da s prsti dvigneš klitoris in mogoče pri nekaterih osebah, nimajo vse, zatipaš 2 taki točki v veličini rižka in to so v bistvu K točke. Zdaj, pri stimulaciji v Kivin metodi je pa tako, da namesto da ližeš od gor dol, ližeš od leve proti desni, torej od stegna proti stegnu. In Kivin metoda je res nekaj, kar naj bi probali vsi in kar naj bi pasalo veliko ženskam. Še enkrat poudarjam, da je pri oralnem seksu verjetno najbolj pomembno to, da si ti pripravljen odkrivati telo svoje partnerice in da jo predvsem poslušaš in spremljaš njene odzive. Torej, če stoka, če glasno diha, če karkoli dela, verjetno boš vedela, da delaš nekaj prav. Gremo na osebe s penisom. Torej, najbolj pogosta vprašanja so bila: 1. Moram deep throatati. Odgovor bo isti kot za vsa prejšnja vprašanja. Če ti to ni všeč, tega ne rabiš početi. Važno je, da se glede ene stvari strinjata oba. Kaj naredim, če je penis neobrezan? Zdaj, tehnike za neobrezan ali obrezan penis so v bistvu skoraj iste. Če začneš z rokami, enostavno potisneš kožico navzdol in izpostaviš glavico. Tretje najbolj pogosto vprašanje je bilo, kaj naj naredim z izlivom, ali ga moram pogoltniti. Zdaj, veliko ljudi o tem dejansko sanja in je to verjetno tudi najbolj čista, možna tehnika, ampak če ti to ni, še enkrat tega ne rabiš početi. Važno je, da sta oba za in potem to deluje. Kako začeti pri moških? Zdaj, tukaj bi ful rada poudarila to, že pri ženskah bi mogla, ampak če boš začel z rokami, obvezno uporabi lubrikant. In potem, tako kot pri ženskah, odkrivaj, ugotavljaj na partnerju, ali mu je všeč hitreje, počasneje, več pritiska, manj pritiska. Pri moških pa bi rada dodala, da ne pozabiti na moda, ne pozabiti na presredek, torej to je tisti del med modi in anusom. In dejansko lahko pri moških brez penetracije prostiraš oziroma stimuliraš tudi prostato in to je tako, da masiraš presredek. Moški so za razliko od žensk velikokrat na močne gibe in tako dalje pripravljeni že takoj na začetku, ampak seveda je to ful odvisno od vsakega posameznika. In pri moških je verjetno pomembno to, da res sesaš in da se sliši, kako uživaš pri tem, da je čim bolj mokro in to moškim dejansko ful paše očesni stik. Veliko moških je pričalo o tem, da je to nekaj najboljšega, kar se lahko zgodi. Še enkrat bi poudarila, da če te pri oralnem seksu na osebi s penisom na kakršenkoli način skrbi vonj, okus, tudi pri vulvah, uporabite lubrikant z okusom oziroma kondom z okusom. In česa še ne gre zanemariti, če smo že tam spodaj? Anusa. Zdaj, temu po angleško pravimo rim job oziroma analingus in gre za pač točno to, kar sem prej rekla, lizanje anusa. Zdaj, glede higiene za analingus se ljudem porajajo ista vprašanja kot pri analnem seksu, ampak o analnem seksu obljubim, da bom naredila posebej epizodo in mislim, da imate tudi na YouTubeu že en kup videov o svetu analnega seksa. Naj povem, da je rimming lahko samo lizanje anusa, lahko pa greš z jezikom tudi not. In še enkrat poudarjam, nikoli ne vtikaj jezika ali prstov tam, kamor ti nekdo ni dovolil. Torej, najprej se je treba pogovoriti,
kaj si nekdo želi, skupaj odkrivati, probati, nikoli ne sami direkt iti not, ker zna biti, da bo to osebi zelo neprijetno in da tega ne bo več hotela probati. Torej, nekaterim paše z jezikom, nekaterim ne, tukaj je torej ključna komunikacija. Pri analingusu je tudi tehnika taka, da se začne nežno in postopoma dodajamo pritisk. Če si se dogovorila za penetracijo, pa lahko potem, ko je oseba že dobro vzburjena, začneš ustavljati jezik, prste ali kakšno spolno igračko. Še najbolj zanimiv oziroma najbolj priljubljen položaj za analingus je dogi, torej pasji položaj, ker nekako obema daje največ kontrole nad pritiskom, tudi tisti, ki dobija. Oralni seks anusa se lahko malček odmahne, če je pritisk prevelik, ali pa nasloni nazaj, če bi ga rad več. Za zaključek oralnega seksa na anusu bi pa rada povedala, da je analingus veliko osebam, ne glede na spol, zelo všeč in zelo prijeten. Zato je to definitivno nekaj, o čemer se lahko pogovoriš s partnerjem in ugotovita, če je to tudi nekaj za vas. Ok, gremo še na take splošne nasvete, ki se ne tičejo mogoče enega spola specifično. In tukaj bi začela, kar sem že omenila, da je res zelo pomembna komunikacija in soglasje. Torej, oralni seks, smo rekli, usta uporabljaj tudi zato, da izražaš želje. Usta uporabljaj zato, da sprašuješ, kaj si oseba želi in ne se užaliti, če je pač to nekaj, oziroma če vi probate nekaj, kar jim ni všeč. Važno je, da odkrijete skupen užitek. Naj te ne bo strah spraševati. In dejansko že pogovor o tem, kaj nekomu paše, lahko deluje kot čisto dobra predigra. Kaj ne smeš pozabiti vključiti v oralnem seksu? 1. Dihanje. Zdaj, že to, da ti na glas dihaš, globoko dihaš, boš dajal partnerju, partnerici znak, da v tem, kar dela, dejansko uživaš. Po drugi strani pa lahko z dihom dejansko ful dražiš osebo, na kateri izvajaš oralni seks. Zdaj, ker je pač naš dih malo vlažen, malo topel, ga lahko pač dražiš tako, da se ustaviš oziroma dihaš 1 centimeter nad kožo, kar bo zagotovo tistega, ki prijema oralni seks, obnorelo. Druga stvar, ne pozabiti biti glasni, naj te sliši. Vsak zvok je pri oralnem seksu, še posebej pri osebah s penisi, zelo ok. Dobro je, da te sliši, če uživaš. Dobro je tudi, da ko si ti, recimo, če izvajaš oralni seks na penisu, super je slišati sesanje, super je slišati smokanje, super je slišati užitek obeh ljudi. Ne pozabiti včasih zapreti oči. Zdaj, prej sem govorila o očesnem stiku in zanimivo tukaj je, da so moški pričali o tem, da je tale očesni stik med oralnim seksom njim nerealno všeč. Medtem ko pa osebe z vulvo večkrat pričajo o tem, da če človek pogleda gor med tem, ko je dol, jim to nikakor ni všeč oziroma jim je to neprijetno. Ampak to je seveda odvisno od čisto vsakega posameznika, ugotovite, kaj je vam všeč. Ampak na tej točki ne včasih pozabiti zapreti oči, ker to je lahko potem še bolj uživaš v senzacijah in ti še bolj prebudi čute. Ne pozabiti uporabljati rok. Torej, pri oralnem seksu so roke čudovit dodatek, ali za penetracijo, ali zato, da se dotikamo celega telesa, ali zato, da razširimo sramne usnice, tikamo glavo penisa, kakorkoli že, roke so odličen dodatek oralnemu seksu. Ne pa pozabiti tudi na druge erogene cone, torej celo telo je treba vključiti v oralni seks. Pa še lahko probaš med oralnim seksom izvajati edging in sicer to je to, ko partnerja skoraj pripelješ do orgazma, potem za 30 sekund počakaš, da se umiri in z aktivnostjo nadaljuješ. Najbolj pomembno je verjetno to, da se oralnega seksa resno lotiš in v njem uživaš. Če boš v njem uživala, bo oralni seks isto zabaven tako za tistega, ki ga izvaja, kot tistega, ki ga prejema. Pomembno je pri tem, da najdeš užitek tudi to, da si res pripravljena na iskreno in odprto komunikacijo in da si pripravljena odkrivati. In res ne se užaliti, če ti nekdo reče ne, ali če ti reče, mogoče to ni bilo tako ali kakorkoli. Pa še, ne se preveč ukvarjati s tem, kaj je pravi način, zato ker vsakemu človeku paše različne stvari, mogoče celo v istem dnevu mu pašejo različne stvari. Tako da vedno je treba preveriti razpoloženje danes, kaj nam danes paše in odkrito komunicirati. Na tej točki bi dodala še, da je pri oralnem seksu res zelo pomembna hidracija.
Tudi med samim oralnim seksom si lahko vzameš pavzo, spiješ malo vode, ker pri oralnem seksu res bolj kot je mokro, boljše je. Lubrikant je torej tvoj lahko najboljši prijatelj pri oralnem seksu, prav tako pa imamo tudi v naši drogeriji veliko pripomočkov, ki lahko oralni seks naredijo drugačen. Od šprejev za deep throating do nekih mazil za usta, ki delajo več sline in tako dalje. Torej, dajmo biti mokri in si s tem pomagati z različnimi pripomočki, ki so lahko tudi odlična popestritev oralnega seksa. Prej sem omenila različne tečaje. Ja, mogoče jih je v Sloveniji tako v živo manj, da bi šli na tečaj oralnega seksa, ampak zato imate na internetu en kup teh stvari. Že na YouTubeu se da najti ful posnetkov o oralnem seksu in lahko si te videe pogledaš sam, sama ali s partnerjem in potem to probaš ponoviti. Zdaj, nekaterim celo pomaga tudi playlista oziroma glasbeni seznam za tako boljše vzdušje, za stopnjevanje, za sprostitev. Še en moj nasvet je, probaj počasi. Pač jaz vem, da so hitri gibi, močni gibi super, odlično, amazing, ampak je treba res včasih vse skupaj počasniti in to lahko še bolj paše, odvisno od trenutka. Druga runda. Ne pozabiti na drugo rundo. Če je nekomu že prišlo, ful je odvisno od situacije, zakaj ne bi probal narediti, da mu pride še enkrat? Vse je lepo nežno, vse je lepo strpno, ampak če je šlo enkrat, gre mogoče tudi drugič. Ne vsakič, ampak je nekaj, kar se da probati. Tukaj bi dodala pa še en ful pomemben nasvet in to je, vmes se igraj sam s sabo ali pa reči partnerju, da se igra s tabo. Torej, lahko je to z rokami, lahko pa dejansko vključita kakšne seks igračke v oralni seks. Super so analni čepki, analne kroglice, masažerji, vibratorji in praktično vse. Tudi obročki za penis so odlična igračka za oralni seks. Zdaj, dejansko lahko probate tudi to, da se med izvajanjem oralnega seksa tisti, ki izvaja oralni seks na penisu, da vibrator na ličko in ima potem še več vibracij, še več stimulacij. Torej, tudi ko so ženske recimo te, ki so preveč občutljive oziroma bolj občutljive, si lahko dejansko privoščijo igračko, ki stimulira oralni seks oziroma igračko, ki spominja na delovanje jezika. In ko se ženska navadi na te senzacije, lahko kot zelo seksi stvar pokaže svojemu partnerju, kako se samozadovoljuje. In to lahko potem ponovi on na njej in to je tudi eden od načinov, kako naj se preobčutljive ženske navadijo na analni seks oziroma, oralni seks. In moški definitivno iz teh igračk niste izključeni. Omenila sem že obroček za penis, ampak definitivno so masturbatorji nepogrešljivi, ko pride do oralnega seksa. Dejansko sem v enem članku videla, da se da zrezati vrh Tenga jajčkov, to so taki masturbatorji od znamke Tenga, ki so nekako nižje cenovni in za manjkratno uporabo. Odrežeš vrh in potem to skupaj uporabljaš s svojimi usti na penisu, kar si predstavljam, da pač je enostavno fenomenalno. Še stvar, ki sem jo videla v res ogromno člankih, je ta, kako daleč pride pohvala. Torej, ženske so velikokrat pričale o tem, da bolj kot, oziroma osebe z vulvo, bolj kot partnerica poudarja, kako jim je všeč, kako so slastne, kako so dobre, kako si jih želijo, torej pohvala genitalij, bolj so vzburjene, bolj so sproščene. In če se vrnem samo na hitro na vibracije, ker sem pozabila, je to, da tudi ko delaš zvoke, bilo kakšne, torej stokanje, karkoli, v bistvu ustvarjaš majhne vibracije. Tako da, ko si dol, če stokaš, mogoče boš dal še dodatno stimulacijo svojemu partnerju. In ker sem rekla, da je ključnega pomena to, da ti uživaš v tem, kar delaš, je to, da tle bi dodala še bodi prisoten. Pač res bodi prisoten. Ne ti stokati, ne vem kaj, na koncu tvoja telesna govorica izdaja to, da se ti sprašuješ, zakaj sem še tle. Meni to ni všeč, ampak res treba se pripraviti na to, da razumemo, kakšen užitek to lahko prinese partnerju. In tudi že samo spremembo položajev je lahko oralni seks popolnoma nova izkušnja. Zdaj, poznam oziroma tudi v člankih velikokrat se ljudje sekirajo, če osebi s penisom ne morejo doseči orgazma samo z oralnim seksom. Tle vas lahko potolažim, da je 54% vprašanih ljudi odgovorilo, da je oralni seks velikokrat samo predigra in da ključ nikakor ni vrhunec. Torej, ne se sekirati. Velikokrat so moški pričali o tem, da še vedno isto uživajo,
ampak obstajajo moški, ki z oralnim seksom res in res ne morejo doseči vrhunca in se zato ni potrebno sekirati in si razbijati glave. Pri oralnem seksu pa seveda ne smemo pozabiti tudi na iskanje G-točke. Torej, če si že tam spodaj in če ti dovoli penetracijo, uporabi 2 prsta in, kakor pravijo članki, come here movement, torej pridi sem in v bistvu boš takoj v hodu na nožnico oziroma nekaj centimetrov not zgoraj na steni začutila tako drugačno, mehko, spužvasto tkivo, ki ga bo pa lažje najti, če je do orgazma že prišlo, zato ker nabrekne in je vzburjeno. Torej, za G-točko bi pa rada povedala še, da je dobro, da se pač prej osebe z vulvo spoznajo in točno vejo, kje je in potem probajo to pokazati partnerju. Evo, za konec bi pa rada jaz povedala še par položajev. Zdaj, to bo res po mojem težko opisati, da si boste predstavljali, ampak bom probala. Večkrat bom govorila, kje leži oseba z vulvo, ker mi je mogoče malo lažje. Ok, začnemo in upam, da se bomo razumeli. Iz strani. Torej, iz strani v bistvu, to bo zdaj ful grdo rečeno, ampak si predstavljate položaj za nezavestne, torej od prve pomoči. Ležeš se na stran in daš eno nogo čez, ležiš na boku in oseba pride med tvoje noge. To je super za osebe z vulvo in pa je, da nerealno paše. Potem ta drugi položaj sem jaz pomenovala od strani zgoraj. Torej, v bistvu gre kot podobno 69, pardon, ne znam šteti. Gre podobno 69, samo da oseba ni na njej, ampak je zraven nje. Torej, tam, kjer ima ena oseba glavo, ima druga, po domače rečeno, rit. Torej, če oseba z vulvo leži ravno, je moški ravno oziroma druga oseba z vulvo ravno v nasprotnem položaju in liže klitoris oziroma vulvo iz zgornjega položaja, zato da pride do malo drugačnih dotikov in tako dalje. Ta položaj je tudi super zato, da se lahko oseba, ki prejema oralni seks, igra na kakršenkoli način z osebo, ki oralni seks izvaja. Potem, tretji položaj je tantra položaj. Zelo enostaven, en sedi na postelji oziroma kleči, drugi se mu pa približa stoje s penisom ali z vulvo direkt k obrazu. Torej, mislim, da je zelo enostavno. Potem, voda, štirka, lizanje v vodi. To sem prej omenjala za menstruacijo, da je čisto super in je zelo enostavno. Ena stoji, druga čepi in se tako enostavno približa vulvi. Položaj, ki je verjetno najbolj enostaven in celo mogoče najboljši, je ta, da se usede ena oseba na rob postelje, ta, ki bo prejemala oralni seks, druga pa kleči oziroma čepi in izvaja oralni seks. Zanimiv je bil položaj tudi stoje od zadaj, to so zdaj moja imena. V glavnem, ena oseba pač sedi, čepi, kakorkoli je na postelji, važno je, da je višje, torej da ne leži. Torej, recimo, da sediš na postelji, oseba, ki pa bo prejemala oralni seks, stoji na postelji in se obrne s hrbtom proti nam in malo naredi tisto pozo, da pride ritka ven, ker sem pozabila izraz, in tako dosežemo vulvo odlično in je odlična poza tudi za analingus. Naslednja poza je ta, ki verjetno ima neko svoje ime, ampak ga jaz ne poznam in sem jo poimenovala moški od gor. V glavnem, oseba, ki bo prejemala oralni seks, ima penis in se postavi v bistvu, druga oseba leži ravno in se postavi nekje, kjer ima ona rame in tako, če daš kakšno blazino pod glavo, odlično dosežeš dejansko samo usta osebe, ki bo izvajala oralni seks. Zdaj, ena mi je bila ful zanimiva, ki so ji dejansko v članki rekli constellation. Zdaj, jaz sem to poimenovala krog, yin-yang. To je v bistvu 69 na boku. Torej, vse je isto, obrnjene so kontra, ampak ne ležiš ravno en na drugem, ampak ležiš na boku in ena noga gre pod glavo, druga pa gre čez rame. Tam je izgledala tako fantastična. In še verjetno ena, ki bo ful všeč moškim in osebam, ki želijo narediti deep throating, je ta in zelo znana, da se uležeš na hrbet, na rob postelje in ti glava visi malo čez. To je res odlična poza za deep throating. Čisto na začetku sem jaz omenjala še problem, kaj narediti, če tvoj partner, partnerica ne mara oralnega seksa, ne dajati, ne dobivati. Zdaj, Emily, recimo, da smo mi v tisti koži tistega, ki ne mara izvajati oralnega seksa. Zdaj, Emily je rekla, da tista oseba, ki ga res ne mara, ne ve, če lahko pride na to točko, da ga bo enkrat marala, pa tudi te, ki ga ne marajo dobijati.
Ampak dejstvo je, da je res zelo, zelo nepravično, da oralni seks zahtevamo, ga pa ne izvajamo, ker nam to ni. Torej, kako dosež to, recimo, da ženska noče prijeti oralnega seksa? Kako dosež to? Emily pravi, da je najboljše tukaj narediti, da poveš, kako zelo ti to paše, kako zelo bi to rad delal, kako te bo vzburilo, kako si jo bo še bolj želel in tako dalje. Prav tako je pa tle zelo pomembno, da damo ženski vedeti, velikokrat je šlo za kakšne slabe izkušnje v preteklosti ali tako dalje, ali so preveč občutljive. Velikokrat tukaj pomaga tudi, da pač res poveš, počasi bomo šli v tvojem tempu, odkrivali tebe, kaj ti je okej, ne bom prehiteval, ne bom naredil nič, kar tebi ni okej. In mogoče boste ugotovili, da pač je vsaj okej ljubče točke okoli klitorisa in že to je en začetek. Če ti pa ni lepo prejemati orala, to je velikokrat spet iz ženske strani, je to, da mogoče začneš s tem, če res vidiš, da partner to želi izvajati na tebi, je res super to, da se naučiš masturbirati na način, ki je tebi všeč in mu potem to pokažeš. To sem že omenjala. Kot zelo pomemben faktor tukaj, če nekdo noče izvajati ali noče dajati oziroma prijemati oralnega seksa, je po Emily zaupanje. Zato, ker oralni seks veliko ljudi dejansko opisuje kot bolj intimno od penetracije. Torej, najbolj pomaga to, če smo z nekom, ki mu zaupamo, ki vemo, da bo šel v našem ritmu, ki vemo, da ne bo počel res nič, kar bi lahko naredilo izkušnjo še bolj travmatično. In naj na tej točki dodam še, da obstajajo ženske, ki oralnega seksa nočejo, zato ker jim je neprijetno, da traja preveč časa, da pride do vrhunca. To, da ženske rabimo več časa kot moški, da nam pride, je pač dejstvo. Včasih je to celo 20 do 40 minut. Torej ti, kot recimo oseba z vulvo, ki rabi res ogromno časa, da pride do vrhunca, se moraš samo sprostiti, uživati in nehati razmišljati, koliko minut je že minilo in če uni človek tam spodaj diha ali kaj se mu dogaja, uživaj in se sprosti. Na drugi strani pa tisti, ki izvaja oralni seks na taki osebi, mora vedeti in mu mora dati vedeti, tukaj bom, koliko časa to rabiš, hočem to, vse je okej, sprosti se in uživaj. In to je nekako vse. Torej, če potegnemo črto za prvo epizodo o oralnem seksu, je dejansko ključno to, da uživamo, res uživamo v tem, kar delamo, da smo pripravljeni na odprto komunikacijo, da smo pripravljeni na kritike, na navodila in tako dalje, in da smo sproščeni. In tukaj zelo kliše, ampak včasih je res lepše dajati kot dobijati in to velja tudi za oralni seks, zato ne biti sebični in samo jemati in nič dajati. Kar smo še rekli je, vključi pripomočke, vključi celo telo. Na internetu imaš en kup videov, en kup tečajev, kakorkoli in to lahko probaš ponoviti na svojem partnerju, če ti zmanjka idej, kaj še delati. Lahko ful popestriš, ful zamenjaš stvari že s kakšnim novim položajem. Danes smo se sprehodili čez par, po moje boljše, da si video pogledate, kot ga poslušate, ker bom sigurno pustila kakšen ali pa vsaj link ali slikico. In še, če te res skrbi tvoj vonj in tvoj okus, ki je povsem normalen verjetno, ampak če je to še vedno v tvoji glavi taka bremza, si lahko pomagaš z lubrikantom z okusom oziroma s kondomom z okusom. In tudi, če imaš stalnega partnerja, tudi, če imaš novega partnerja, ne pozabi, da oralni seks je prav tako lahko nevarnost za spolno prenosljive bolezni. Zato ne pozabiti na zaščito, ki obstajajo tako za anus, vulvo kot penis in ne pozabiti na redna testiranja. Torej, moja zadnja misel bo uživaj in se sprosti. Se vidimo v naslednji epizodi, kjer bomo govorili o nečem še bolj zanimivem. Čau, čau, čau!